Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 2. april 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Raziskava, ki je opozorila na napačno označevanje porekla svinjine, vzbuja nezaupanje. Je vaša velikonočna šunka res slovenska? Uber od danes tudi v Mariboru. Kako s filmom do boljšega razumevanja avtizma. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pred prazniki, ko številni potrošniki kupijo velikonočno šunko, se znova odpira vprašanje porekla svinjskega mesa. Tudi po odmevni raziskavi inštituta Jožef Stefan, o kateri smo že pisali. Vida Božičko-Steinberger, kaj je pokazala nedavna raziskava? S pomočjo izotopske analize so pri vzorcih svinjine preverjali, ali je ta res slovenska. To so naredili tako, da so primerjali, kakšna je voda v mesu z vodo, ki je v tisti regiji. Taka raziskava je sicer 85% zanesljiva. Pokazala pa je, da kar 80% vseh vzorcev svinjine iz trgovinskih polic, ki se predstavlja kot slovenska, to ni. To je kar šokanten podatek, kakšni so torej ukrepi pristojnih? Ja, v resnici na prvo žogo gre res za zelo šokantno informacijo. A pristojni opozarjajo in mirijo, da je šlo za zelo majhen vzorec, ki da ne more pričati o tem, da gre za kakršnokoli anomalijo na trgu s svinjskim mesom. Stanje tako ni alarmantno. Za zdaj nismo uspeli izvedeti, ali so že začeli kakšen izredni inšpekcijski nadzor v zvezi s tem, so pa nam na Upravi za varno hrano potrdili, da redno delajo nadzore tudi nad svinjskim mesom in da do zdaj večjih kršitev na tem področju niso zaznavali. Morda le kakšne posamezne nepravilnosti glede porekla. No, vseeno je zaupanje načeto, kako so potrošniki lahko prepričani, da res kupujejo slovensko. Kot rečeno, pristojni mirijo, da na trgu ne vlada kaos. Vseeno pa je še vedno največji garant znana oznaka, izbrana kakovost Slovenija. V tem primeru je namreč meso rojeno, vzrejeno in predelano v Sloveniji. Po novem prihaja tudi še ena oznaka, in sicer slovenska zastavica. Tudi ta bo garant, da je izdelek v celoti slovenski. Govorili pa smo tudi z nekaj manjšimi mesnicami, ki so nam prav tako zagotovile, da ponujajo izključno slovensko meso in da si ne morejo privoščiti napak ali zavajanj. Tako da je tudi to neke vrste garant, če iščete lokalno ponudbo. Vida, hvala za odgovore. Uber je od danes na voljo tudi v Mariboru. 20. maja lani je tehnološka platforma taksi prevoze začela ponujati v Ljubljani, sedaj pa so na svoj račun prišli tudi Mariborčanki in Mariborčanke ter obiskovalci mesta ob Dravi. Kot v tujini lahko uporabimo enako aplikacijo in prav v tem vidijo mnogi prednost Uberja. Uporabnik, ki si jo je v preteklosti že namestil in jo kje v tujini tudi uporabil, ne rabi narediti ničesar, da si naroči vožnjo tudi po odslej 2 slovenskih mestih. Vseeno pa pri nas platforma Uber deluje nekoliko drugače kot v večini drugih držav. Uber v Sloveniji ni pravi Uber v smislu, kot ga poznamo iz tujine, temveč gre za Uber taksi, kar pomeni, da se vožnja plača po taksimetru, izvajajo pa jo licencirani lokalni taksisti. Med njimi, torej v bazenu poznavalcev domačega terena, je platforma tudi iskala nove sodelavce. Ali so jih našli dovolj, bo pokazal čas. Uber sam namreč nima lastnega voznega parka in ne zaposluje voznikov. Ti so večinoma samostojni podjetniki, ki prek aplikacije iščejo svoje stranke. Čas bo pokazal tudi, ali je Maribor dovolj velik, da bo Uber taksistom omogočal preživetje. Nedvomno pa se nezadržno bliža začetek turistične sezone, ki bo v mesto ob Dravi gotovo tudi letos privabila veliko turistov. Med njimi so zagotovo mnogi redni uporabniki Uberja. Generalna skupščina Združenih narodov je 2. april leta 2007 razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu. Od tedaj pa se na ta dan tudi pri nas vrstijo kulturni in drugi dogodki na to temo. V Mestnem kinu Ptuj bodo danes, v kinu Mali Union v Celju pa jutri predvajali dokumentarni film Zakaj skačem, ki predstavlja pomemben mejnik v tej temi. Film je namreč nastal na predlogi knjige
po predlogi knjige 13-letnega japonskega avtista Naokija Higashide, ki ne more niti govoriti niti pisati, in je roman v celoti napisal tako, da je s prstom kazal na posamezne znake japonske abecede. Knjiga je po izidu leta 2007 postala velika mednarodna uspešnica, do danes pa so jo prevedli v več kot 30 jezikov, leta 2017 tudi v slovenščino. Britanski režiser Jerry Rodwell je filmsko adaptacijo posnel na način, da si lahko gledalke in gledalci sami predstavljajo, kako je biti ujet v avtistično telo. Današnja projekcija na Ptuju in jutrišnja v Celju sta brezplačni, obema bo sledila okrogla miza o avtizmu. To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 2. aprila 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.